Ponedeljek je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokratni oddaji je naš gost, nekdo, ki ima zasavske korenine, Aleksander Lavrini. Aleksander, živjo. Živjo. Kar precej let se že poznava, predvsem bolj s tvojim očetom, pa tudi tvojo mamo sem poznal, žal že pokojna. Kakšen pa je spomin na ta otroška leta v našem Zasavju, ne? Čeprav si kmalu pobegnil v Ljubljano, ne? Ja, spomin je izredno lep. Do 6. leta sem bil doma v Trbovljah. Na Tereziji? Na Tereziji. Zdaj, za tiste, ki ne vedo, Terezija je... Terezija je gor malo Rudnika višji. Zraven Terezija Rova, ne? Zraven Terezija Rova. A si zato rekla Terezija potem? To pa ne bi vedel. Če sem čisto skrit, ne vem, ampak tam je Terezija Rov naslednjih 50 metrov, tam smo bili pa doma v rudarskih stanovanjih. Si pa povezan z rudarstvom preko očeta in dedka, ne? Lavrini ti so bili kar pomembni, ne? V Trbovljah, ne? V premogovni družbi. Ja, čeprav moj dedek se je ukvarjal tudi dosti s pisanjem. Aha. Nekaj tudi za takratnega Zasavca že pisal. Veliko ne vem, ampak sem tako od očetove tete zvedel, da je tudi stenografijo poučeval, da je znal veliko jezikov. Enkrat sem tudi na internetu najdel slučajno, ker sem šel malo brskat za mojim priimkom, ki je v Sloveniji ga ni. Italijanske bolj? Italijanski. Ja, italijanski, ampak zdaj, če gledam Lavrini pa po internetu, je pa večinoma ljudi v Braziliji s tem priimkom. Tako da vprašanje. Še kaj teh nogometnih genov, ne? Ja. Tako da zelo lep spomin na Trbovlje, na teh prvih 6 let življenja, rudarska stanovanja. Takrat je oče Metod bil knap, ne? On je bil še knap. On je takrat bil šel jam, na 3 dritle je delal. 3 izmene, ne? 3 izmene. Po zimi prišel sem iz glave kadil, to se spomnim, ker je pač vaš hala, se pravi tuširnica rudarska in pol zunaj mraz in se spomnim, da je imel malo zamrznjene lase. Čudno, da niso bili bolj bolani, ne? Niso. Jaz se ga ne spomnim, da bi tako bil bolan. Pa mimogrede, takrat oče se ukvarjal tudi z glasbo, ne? Tudi to je v vaši družini, ne? Ja, glasba pa velike sliko, se pravi tudi slikarstvom. Velikrat me je sabo vzel in v relik dol. In tudi se spomnim kakšnih vaj, ki vem pa, da so jih imeli v Hrastniki. Se pravi v Hrastniku nad Domom Svobode, tam od spodaj. Na vrh je bilo, včasih je bil tam tudi en boksarski klub, tega se spomnim kot otrok. Tako da sem bil ene parkrat tam, drugače pa v Reliku kar dostikrat. In ko pridem v Delavski dom zdaj, ta muzej tam od spodaj, pa je točno tam zraven teh vrat od Relika je en pult in je še vedno isti von. To ostane, ne? Ja, po oljnatih barvah ali pa pač po ne vem čem, ampak mene vedno to dišalo. Meni se zdi, tudi moja žena iz Terezije, ne, ko greš v tiste konce, v ta stara rudarska naselja, da je ta von, ne. Ja, ja. Bratje bi rekli patina, ne. Je nekaj posebnega. Jaz sem se parkrat peljal, tudi še pred parimi leti, prav tam, kjer smo bili mi doma, prijatelja sem peljal na ekskurzijo po Zasavju. Te moje kolege iz zdajšnje fakultete, pa iz tega študija na koncu, da sem jim pokazal, od kje jaz pravzaprav izhajam in so bili vsi navdušeni, po drugi strani pa začudena, ne? Od kje, z kakih krajev in tudi kakva kultura in stanovanje je imelo koliko 25 kvadratov. Ja. Pa skupno stranišče, ne? WC od zunaj. Ja. Tega se spomnim kot otrok, da je dostikrat zalilk, smo imeli, eni so imeli še na Štrbunk, mi smo imeli že angleški WC, in se tega spomnim. Tako pa teh kleti tam od spodaj. Je takrat že bil mlajši brat? Ja, je že bil. Se pravi, v Zagorje smo se preselili v Zagorje, ko sem bil star 6, mislim, da 81, in sem šel že v prvi razred. To pa v blok, ne? Osnovne šole v
v Stolpnico v Zagorju. In sem šel tam pa osnovno šolo Ivan Skvarča, prvi razred, tam ali bil pa šel v vrtco. Ja. Potem pa seveda naprej gimnazija. Ekonomska srednja šola. Najprej ekonomska. Takrat so bili še časi, ko je bilo več punc kakor fantov, pa se je kar počasi že izenačilo. Tako da je že tista generacija, ko smo bili samo 4 fante v razredu. Blažen med ženami, ne? To. Tudi na gimnaziju, super. Takrat sem bil dosti pri moji babici na Kašetovem. A to po očetovi strani? Po mamini. Po mamini. A mama je tudi Trboveljčanka bila, Hermina, ne? Ja. Mami Hermina je bila tudi iz Trbovelj. Njen oče je delal v livarni, pa na tehnični šoli, nekaj poučeval, mama je bila gospodinja. Ta povojna generacija pač. Ona dva sta se spoznala, ki je bil moj dedo zaprt v Nemčiji. Njega so zajeli v Boki Kotorski takrat, ko je bil napad na Jugoslavijo in takoj so ga deportirali gor. Tako da je bil on pravzaprav celo vojno gor kot vojni ujetnik, ne v kazenskem, ampak v delovnem taborišču, pa pol, tako so jih posojali okrog. Potem vrnil se nazaj. Pa se pa 46. ali 47. vrnil nazaj. Tako da moja mama je bila pol tepeta. Aha, je bilo velikih. Ja, ta mlajša. No pa sta se z mojim očetom spoznala, pa smo pa živeli na Tereziji, pa pol v Zagorju, pa sem šel pa jaz v Ljubljano. Pri 18, se pravi, ko sem šel študirati na filozofsko, sem šel študirati pedagogiko pa slovenščino. Brat pa ne, brat je pa dejal, jaz bom šel pa tale dol spodaj, ne? Brat pa je pa rekel, jaz bom šel pa v Copatih v šolo, tako da je pol hodil na gostinsko za kuharja. Ja, tam blizu vašega domovanja je bila šola, ne? Čisto zdravo. Zdaj tudi zdravstvena, takrat je bila pa, mislim, da je bolj... Takrat je bila elektrorudarska pa kuharska. Takrat je bilo še rudarsko, kaj, ne? Ja. Zdaj so hodili še v srednjo rudarsko takrat, ja. Niste se pa nikoli doma pogovarjali, ne, da bi nadaljevali to rudarsko tradicijo. Zdaj jaz se spomnim doma, oče je velikrat delal, ki pet v šolo, ne. Ker težko življenje rudarsko, ne. Tudi če nisi direktno na čelu, ne, si v jami 8 ur, ne. Jaz se spomnim, da me je naparkrat peljal do dvigala, pa tudi so me pet tam malo Laurini, pa v lift noter za v jamo. Pa se spomnim, mi je dostikrat rekel, dej hod v šolo, ker drugače boš sam hunterji, no. Ker so bili dejansko tam ljudje, ko so sam to delali. Ko so sam to znali in so sam to lahko delali. In zdaj za tiste, ki ne vedo, kaj so to hunti, ne, to so rudarski vozički, kjer je bil notri premog, ne. Ja. In to je bilo težaško delo. Pa vse je bil glasen, pa vse je ropotal, pa vsi so upili. Tega se najbolj spomnim, no. Pa tudi kaj spil, ne. Verjetno tudi. Ja. Glasba je bila pa doma, ne. Zdaj oče klaviature, to vem, to sam vem, tudi nekaj glasbenih skupin je imel, ne. Kaj pa mami? Mama je bila pa bolj poslušalka tega. Ampak pri nas je bila res skozi glasba doma. Jaz se spomnim že od mehkega, so bile skozi plošče, Pink Floydi, Jean-Michel Jarre, Eaglesi, Cream. Tako zelo taka, še vedno poslušljiva glasba. Jaz še vedno to poslušam že od takrat. Bili so tudi seveda rockerji iz Moravu, pa 7 mladih, pa take stvari. Pa kdaj smo šli tudi na kak koncert. Tako da jaz se spomnim svojega prvega koncerta, ko smo še bili v Trbovljah doma, sem šla z Atekom gledati v delavski dom Hazard. Super, tudi skupina legendarna, ne. Ja. Sem takrat, če nisem enega tazga odnosa, se spomnim, meni so šle luči na živce, pa da bom risanko zamudil. Ampak se pa spomnim tega dogodka, pa mi je bila ena muzika všeč in to je ostalo polo meni, ta ljubezen do glasbe. Tudi brat, kaj glasbenik? Ja, oba se nekako amatersko ukvarjava, bila sva tudi oba dva pri parih skupinah, nazadnje sva tudi skupaj igrala v eni skupini, taki težko metalski. Tako da najdva je oba nekako... Kaj pa, kakšne inštrumente ste? Tako multipraktika?
kar primem, nekaj lahko spravim. A res? Ampak ne pa, da bi zdaj igral, najbolj pa pač kitaro. Kitaro. Kaj Kitara pa je brat? pol tisto. Brat pa tudi, ampak je pa pol šel na bas kitaro. Aha. Mu je nekako bila bližje. No. Oče pa, Oče pa klaviatura, nismo pa nikoli igrali skupaj. zdaj njegova zdajšnja partnerica, ne? Ja, Pa poje, ne? ona pa pol. Ja, tako da, Ja, ona da sta tudi že kar dolg skupaj, Skupaj, v tem ja. smislu, da sta igrala skupaj in tudi tako dolg skupaj že. Ne. Čeprav nekaj časa, ne, si nekako živel z glasbo, ne, ali pa tudi malce od glasbe, tudi na nacionalni televiziji, ne, javni RTV si ustvarjal, čeprav Ja. jaz sem mislil, da samo na tem glasbenem področju, ne. Ampak- Ne, jaz sem šel takrat, ko sem prišel v Ljubljano, sem šel na eno audicijo, se spomnim, pri Barbari Lombergar sem naredil. Aha. Audicijo za tekstopisca z uredništvo napovednikov. Takrat si že hodil na faks, Takrat sem že filofaks. hodil na faks. Takratna moja partnerka, punca, je delala pa na radiju, je dobila takrat službo, ona je bila tak radijski glas že od srednje šole. A ne. In so bila pol tudi tako nekako takrat povezana, tako da sem jaz pol na televiziji delal, pisal tekste, pač na začetku si še mulc, pa se učiš, pa te malo porabe za razne stvari, ampak sem hitro padel not, tako da sem kar dosti tekstov letno, tudi tam okrog 900 do 1000 tekstov. Aha, veliko. No, pa sem pa že počasi tudi eno glasbo komponiral, imel sem zelo dobro urednico, šefico, vodjo oddelka našega, ko je bila odprta za predloge, za stvari, pa me pol prepustila tudi kako stvar, da sem sam naredil. Nekaj je bilo tudi avtorske glasbe, večinoma se pa uporablja glasba iz knjižnic. Iz knjižnic, ja, tako. Iz glasbenih Tako kot si knjižnic. knjigo sposodiš, si tudi Tako to, se ne. pač plačujejo pravice za uporabo. Predvsem te špice in zaključne pa vmes. ja. Bila so obdobja, ko se je glasba uporabljala, vse Ja. poprek. Še v Jugoslaviji, no, potem se je pa... Ja, tukaj se je pa zelo pol začelo to urejati. Tako na par glasbenih urednikov je bilo, ko so to potem skupaj prejeli. Ivo Meša je bil en izmed njih. Pa zdaj ta naša generacija je bil pa Blaž Šivic, pa Miha Vardjan, pa jaz. Takrat smo bili 3, no, zdaj pa mislim, da so pa 4, ko sem šel stran. Koliko časa si pa bil? Na RTV-ju sem bil pravzaprav skoraj 25 let. Pa nezaposlen, ne? Jaz sem bil, na začetku sem delal kot študent, pa sem si pa odprl SP. So bile želje po zaposlitvi, pa so bile priložnosti, pa se mi je zdelo, da me ves čas nekam drugam vleče. Mi je bilo fajn tam delati, rad sem imel to hišo, še vedno jo imam, ker je nekaj posebenega. Ja. RTV hiša je res nekaj posebenega. Niso samo resničnostni šovi, ne? Ne. Veliko se ustvarja, veliko je resnih ljudi. Ljudje gledajo RTV, tudi zdaj vidim, ne? Tudi zdaj, ki je bil ta referendum, samo preko informativnega programa, ne? Ampak to je 10% vsega, ne? Kaj je ostalo, pozabljajo na to, da je veliko lastne produkcije, pa inovativne lastne produkcije, pa filmski program, pa kulturno-umetniški program, pa izobraževalni, pa otroški. Domači dokumentarne serije, ne? Ja, in jaz sem sodeloval kot tekstopisec, za napovednike sem sodeloval z vsemi, ker sem od vseh informacij pridobival. Čeprav napovednike je kar težko pisati, ne? Bistvo ujeti, ne? Ja, v 30 Moraš ali pa 20 poznati. sekund. Tako, 30 ali pa 20 sekund je maksimalna dolžina in je včasih bilo težko. Ja. Pa sem dosti delal s spikerji, ko so bili večinoma z radia ali pa zunanji, ampak velika večina je bila z radia, pač da imajo to govorno tradicijo in pravo izreko in tako naprej. Tako da sem tudi pri sinhronizacijah sodeloval vsa ta leta, no pa tudi pri sinhronizacijah, ko sem pa glasbo delal. Oziroma polagal. To je izgledalo tako, da sem pač iz knjižnice vzel stvari, si pogledal stvar, glasbeno podložil in potem zraven bil pri sinhronizaciji ali z režiserjem ali sami s tehnikom, kakor so bile zahteve. In pogosto si bil v tej odjavni špici tudi, ki je zapisan, čeprav mislim, ne, da 90% ne, gledalcev tega niti ne gleda. Zdaj, ne vem, meni je to bolj profesionalno, ker sem dolga leta ustvarjal. Ampak se veliko ljudi spomne to. Pa so opazili verjetno to, sem te videl, ne? Ja, so. Čeprav te ni videl, ampak to je napis, ne? Ja, napis so pa videli. Ja. Meni sicer to nekako
ni dal ene teže ali pa, da bi mi bilo tako pomembno. Pri enih stvarih mi je bilo pa všeč, da sem bil napisan, sploh pri kakih dokumentarcih fajnih. Ker ta informativni je bil takrat kar dosti tako rutinirano. Vedno sem se z avtorjem prej slišal, kaj boš delal, vsebina, pa so se pol malo skoordinirala, pa smo kdaj kaj poslal vnaprej. Tako da si je lahko preposlušal, pa smo pa delali naprej. Zakaj pa si šel potem na druga pota? Ne vem, zdaj šolo si potem, tam si diplomiral iz slovenskega jezika? Jaz sem diplomiran pedagog, pa profesor slovenščine. Ja, torej bi lahko učil od srednjih, višjih šolah tudi, ne? Fakultetah, gimnazijah? Na fakultetah ne. Gimnazijah. Ampak pa, ja. Si? Sem na osnovni šoli Ivan Skvarča v Zagorju, kjer sem tudi sam bil osnovnošolc in mislim, da malo več kot pol leta sem nadomeščal eno mojo profesorico, ki je takrat šla tik pred penzijo je bila, pa sem imel 7. pa 8. razrede slovenščino. Bilo zelo zanimiva izkušnja. 7., 8., Ja, takrat je bila še 8-letka. To so že malce drugačne generacije, smo bili mi, malo bolj živi verjetno, ne? Ja, ampak sem imel tudi tukaj zelo dobro izkušnjo. Da smo se fajn ujeli, tudi sem imel občutek, da smo se imeli kar radi en drugega, da ni bilo enih... Ampak ljubezen ni dolgo trajala, kako? Ne, to je bilo res čisto eno začasno delo, to je bilo še med mojim študijem. Že Freuda? Ne. Takrat sem še bil na filofaksu, no pa se je pa zgodil Freud, ki je pravzaprav posledica filofaksa oziroma mojih interesov, ki so bili tam. Tam je kar dosti enih praks, raznih, na Dobu, v zaporu, pa v vojski. No in v vojski sem takrat imel ena predavanja pri eni psihologinji in me je nekako potegnilo to. Ona, mislim, če se prav spomnim, je bila takrat transakcijska analitičarka in ta njen način mi je bil izjemno privlačen. No, pa sem se pa malo na fakulteti začel zanimati za ta psihološki del pedagogike, ker je dosti psihologije tudi na pedagogiki. In pa sem šel delati tečaj Klic v duševni stiski, ki je del medicinske fakultete. In sem potem tudi iz tega diplomiral, iz enega dela, se pravi supervizija. Supervizija kot metoda izobraževanja odraslih. In sem potem predstavil primer Klic v duševni stiski. No in takrat sem nekako padel v te vode, ampak ker nisem bil psiholog, pa ker nisem bil zdravnik, smo bili vedno tako malo, to so pa oni. In pa sem iskal... To govorimo o obdobju koliko nazaj let? 15 let. 15 let. 15 let. Takrat, če nisi vedel za težave z jetri? Ne. Tudi jaz se bom dotaknila, ja. To je bilo še pred tem, ne? To je bilo še pred tem. Jaz sem takrat potem zvedel za informativni dan od Univerze Sigmunda Freuda, ki je bila tretje leto v Ljubljani, tako da sem jaz vpisal kot 3. generacija. In ko sem šel res na ta informativni dan, to je to. To je to. Sem vedel, da je to. Začel študirati. Zakaj Freud? Je res tako ime, da potegne? Je. On je tudi najbolj citiran avtor 20. stoletja. Tako da nekaj je na tem. On je tudi ženskam nekako odprl vrata, kako, ne? Se je z njimi začel pogovarjati, ne? Ja, pa Ana Freud, potem njegova hči je nadaljevala, pa tudi ene njegove pacientke so imele pol vpliv, Berta Pappenheim, se pravi ta slavna Ana O, je potem imela kliniko otroške psihiatrije. Jaz sam moram reči, da ga nisem bral, ampak sem pa že opravil tudi kakšen intervju z Romanom Vodepom, ki je tudi Freudovec, ne? In tudi, kar moram reči, veliko stvari pove, ki stojijo, ne? Kak Ojdipov kompleks, pa še kaj drugega, ne? Torej, v času študija, ne, se ti je pa potem zgodilo? Tako, ja. V času študija po prvem zaključenem letniku
9.9.2009. Da, če gledamo malo numerološko. Srečno, nesrečna številka. Ja, ne? nisem nikoli spremljal tega, ampak takrat sem se jaz zjutraj prebudil in hotel v službo in se me v pljučnem bolijo. Ker nisi vedel. Ne? Iz nič. Brez kakršnih koli bolečin v nogah, ponovadi ali kaj noge bolijo, ali kaj noge zatekajo. Pač nekaj se dogaja. Kako se je začelo? Nehal sem dihati. Tako. Čist. Ja. Kaj je to, panika, potem strah? Seveda, ne, nisem mogel vdihniti, se pravi, strdek je zletel v pljučno veno. Ne. Toliko si še sem bil, imel, da sem poklical reševalce. so hitro prišli? Zelo. Čeprav Zelo se je hitro. tebi zdelo svetlobna leta. Da... Seveda, vmes sem zgubil zavest, padel po stopnicah. Takratna moja partnerka je seveda tudi prevzela pol tisto, ko jaz nisem več mogel, ampak se spomnim, ko so prišli in se spomnim tudi vožnje in se spomnim prihoda na urgenco. Torej nisi izgubil še zavest, ne? Čisto, ne? Vmes sem jo zgubil, pa nazaj vse prihajalo, bilo je pa res veliko strahu. Ne. Pa so pa takoj bolečina. vedeli, kaj je tisti, ki so prišli? Meni že v reševalnem vozilu mi je ta tehnica rekla, ker jaz mislil, da me je infarkt. Mene je ful srce bolo, ne? Ampak je to posledica embolije, zato ker desno srce v prazno pumpa in se veča. Ne? Aha. In je res en tak občutek bil, jaz pač tudi nisem poznal, nisem vedel, zakaj gre. In sem mislil, da me je infarkt. In s to informacijo sem tudi klical tja. Aha. No in ona je že takrat v reševalnem vozilu rekla, da misli, da je pa pljučna embolija. Torej, za tiste, ki ne vedo, delček v žili, ki zapira pretok krvi, ne? Tako. En strdek, ne? Strdek Od kje, ne? iz noge, iz leve noge. Zakaj? No, zakaj? To je pa zgodba iz mojega prvega letnika faksa. Tam so po meni sistematskem pregledu za fakulteto slučajno odkrili, da imam policitemijo, policitemija rubra vera. To pa To je? je pa krvna bolezen, ki se kaže na način, da se vidi povišano število eritrocitov. Kar pomeni, da je gosta kri? Pregosta kri, Pregosta predobra, kri. preveč Predobra. železa, preveč hemoglobina, preveč hematokrit, ker pa spet ni dober. A ne? To je dobro za nekatere športnike, ne? Recimo, Primož Roglič, vem, Ja, so rekli, da ima tudi ja, bolj tisto na tako. meji, ne? tako, eritrocitov je veliko, kar pomeni, in hemoglobina, ki se Regeneracija prenaša hitra, ne? kisik. Seveda. Aha. Kisik prenaša, mišice tudi dobro delujejo. Jaz sem bil vedno tudi tako zelo poln energije in še vedno sem. In edino zdravilo za to je venepunkcija, kar pomeni, da ti spuščajo kri. To, kar so včasih že delali, ne? Tako. Zdravili so na ta Tako, način še tako. pred medicino, recimo, Ja, spuščanje ja, krvi, ja. ne? Krv. In to je edino zdravilo, seveda pol dajo tudi kako drugo terapijo, ampak do takrat sem jaz imel samo venepunkcije, pa eno zdravilo, pravzaprav antiagregatno, nekaj podobnega kot aspirin. Aha, torej za rečenje krvi. Tako, Marivarin, če sem prav dejal, tega pa še ne. ti sem pa pol kasneje Aha, dobil. Ti takrat sem pa še pol ne. kasneje dobil. Zdaj, ta spuščanje krvi, ne? Čutiš, da imaš potem ne vem, s tem, Super. če jo spustijo, ne vem, pol litra, koliko, Ja, 4 deci pol litra. Ja. je potem, bi človek dal še bolj gosta, ampak verjetno ne, ker volumen se zmanjša. voda potem Tako, nadomesti to. pravzaprav ostale Se mora telesne spet tekočine- narediti. Tako, se mora spet narediti, pač to nastaja v kostnem mozgu, a ne. In so tudi pač trije taki glavni vzroki, da ima človek policitemijo in od vseh teh treh jaz nimam nič, a ne. Aha. Se pravi, nekaj na kostnem mozgu, nekaj na pljučih ali pa nekaj na srcu. In jaz imam vse to troje. Ali pa kaj zdrav. genskega, tudi ne. Tudi ne. Ker noben v družini nima tega in se tudi ne prenaša naprej. A ne? Tako da vzroka včasih ne vejo. In ti si potem s tem živel do Ja, tistega trenutka, normalno. hodil si na spuščanje To je krvi, to. ne? Ja, je malo zdravila. Aspirine si jemal. Pa si tako, ne? En tak nasvet, ne? Ja. Tvoj, si tudi ta navadni aspirin, pol aspirina na dan, pa en aspirin niti ni zelo škodljivo, če normalno ješ, ne? Ja, pač treba je paziti na želodec, pa eni so tudi alergični, zato jaz nisem aspirina jedel, a ne, ker sem alergičen na to acetilsalicilno kislino. Aha, aha.
ki lahko povzroča ali težave pri dihanju ali kakorkoli, večinoma to. Ne. Tako da sem imel pač takrat to terapijo in to je bilo vse. No, po tistem je bilo pa malo drugače. No, mimogrede, če je Ja. te kri tekla, ne, če si se poškodoval ali pa če so ti pipali zob, nisi zelo krvavel, ne? Ne. Aha, Samo normalno starevanje krvi. Aha, Normalno normalno starevanje krvi in še vedno ga imam, če tako gledam, a ne. Če se kaj urežem ali pa tako Se pri hitro. britju, se mi normalno stvari. Problem bi bila kakšna večja poškodba. Ja. a ne. No, in potem, zdaj smo končali v reševalnem vozilu, ne, kjer Tako. so že nekako vedeli, kaj je. In kaj se je potem dogajalo v bolnici? Pol v bolnišnici so me dali na ta klinični oddelek za žilne bolezni, kamor te dajo, če imaš pljučne embolije. No, čez 2 dni je prišlo pa do akutne odpovedi jeter. Tako hitro. Ja. Zdaj, ta strdek so nekako razbili, ali so ga zrečili? Takrat dobiš sistemsko zdravilo, kakor je heparina, ne? In to naj bi ti Žile prečistilo. recimo strdke raztopili ali pa kakorkoli, ampak jaz sem imel pa hkrati že eno jetrno veno zamašeno. Aha. In očitno, ko je prišlo do tazga hudega starevanja krvi, je še to dodatno zamašil in je začela se akutna odpoved jeter. Kako si jo pa ti to čutil, to odpoved? Nisem. Nisi, ker si bil takrat pol zavestni? Ja, zelo tako utrujen sem bil. Kako so pa oni vedeli, da... Tudi oni še niso točno vedeli, delali so vse analize krvi, plinska analiza, to je z arterije, pa iz vene, pa vse živo in pa se je začelo vešati število amonijaka, pa vseh ostalih stvari, ki jih jetre filtrirajo. Potem se je pa na ledvicah pokazalo, da pravzaprav meni so začela odpovedovati ledvica zaradi tega, ker so mi jetre odpovedala. Tudi drugi organi, tudi srce lahko, ne? Tako, in jaz sem takrat pač padel v komo, oziroma mene so oživljala, zato ker sem pač prenehal dihati in tako naprej. So me intubirali, oživljali, spravili k sebi, pa so me dali na dializo, se pravi za ledvice, da so ledvice reševali. In hkrati so se odločali o tem, me bojo transplantirali ali ne. Za jetra, ne? Za jetra. Takrat so pa že ugotovili, da pa jetra ne funkcionira. Ampak predpogoj, ne, za transplantacijo pa je, da človek ni alkoholik, ne? To seveda. Jaz sem bil zdrav, star sem bil 34 let. Dosti sem se že prej tudi športom ukvarjal, skrbel sem. Tako da si šel takoj na listo, ne? Tako, jaz sem šel takoj na listo in sicer takoj na prvo mesto Eurotransplanta, ker je šlo za vprašanje ur. To je pa sreča, ne, slovensko, da nismo, Tako. da niste bolni, ali pa bolni, odvisni samo od slovenskega okolja, ne. In zgodila se je prometna nesreča v Nemčiji, ne? Tako sem jaz potem zvedel, ker zveš samo Medvrstično. moški, star 42 let, teža, približno. teža višina, približno tam. Mora pasati, ne? To je največji organ, ne, če se ne motim, ne, v in to je telesu, tudi zelo velika operacija, ne. Ja, seveda. Pač, To odprejo, ne? Ja, to se čisto odprt. Ampak je šlo pa, ne vem, za dan, pol dneva? Ja. Je šlo za dan, za pol dneva in pač imel sem to srečo, da sem jih dobil. Človek bi dejal sreča v nesreči, ne? Ja. Ker je, kdaj transplantirani razmišlja o tem? Ne. Jaz moram reči, da moja situacija je bila taka, da nisem vedel, da bom in se nisem pripravljal in ni bilo nič tukaj v zvezi z mano, a ne? Je bilo pa pol, seveda, ko sem se zbudil in ko sem se zbudil, ne vem kje, a ne? So ti povedali? Ampak sem hitro poštekal, da sem v bolnici, ko pač so bili ljudje v belih halah, pa sestre sem bile zraven. Sem bil takoj luciden v smislu, da sem vedel, kdo sem, kdaj sem rojen in tako naprej. Ker jaz sem se potem pogovarjal z eno mlado zdravnico, ki je takrat bila prisotna pri vsem tem in so se velikokrat srečala še pol po vsem tem, v smislu, da so šla na kavo, pa sem se malo pogovarjala. In je rekla, da neverjetno, da sem sploh živ in da sem živ, je pa neverjetno, da še funkcioniramo, ne. Zato, ker manjkanje kisika, ne, to je problem. Ne samo pomanjkanje kisika, ampak tukaj enih
strupov, Strup, ker pač jetra niso več filtrirale. Ledvice, ne, ta prav. Amonijak. Pol lahko to bereš, pa razmišljaš o tem, ko krčeš, a ne, ampak od možganske ali pa jetrne encefalopatije do shizofrenije, do vsega živega, a ne, lahko pride. Tako da je šlo za minute bolj kot ne. Ja, Ne? ja. In si pa sam potem, ko si nekako izvedel, da imaš jetra drugega, se kje spraševal o tem? Ne. Ne, nič. Ne. Ne vem, a kdo, tudi ti, Ja. sem že nekatere vprašal, ki imajo kak transplantiran organ, razmišljajo o tem, jaz bi pa rad zvedel, kdo je tisti. Ne? Sem tudi jaz razmišljal Ja, o tem. pa Me je to zanima, boljš, da kdo- ne, verjetno, kako? Ne vem, tudi imam občutek, da res Da te svojci recimo tistega, ali pa tiste vidijo, ne? vprašanje. Saj zato so te stvari pri nas, meni se zdi, da je zelo dobro urejene. A ne lahko napišeš zahvalno pismo, Ga dobi ali pa nekaj družina. in ga dobi družina, ampak ga ti Ne ve, od neseš koga. na Eurotransplant oziroma na center za transplantacije pri nas v Ljubljani in oni pol pošljajo. In Ti tudi nimaš direktnega stika. oni ne vejo, od koga. Ne? Tako, Aha, tako. torej, da Tako, je to zabrisano. Ja, imam občutek, da mora biti ene meje tukaj. No. Ja. Ker se lahko hitro zgodi, da ali z ene ali pa z druge strani pride do enih raznih potreb v smislu navezovanja stikov, pa vprašanje pol, kako bi bilo. Mi smo reči, tako me nikoli ni zanimalo, pa me je zanimalo Aha, v smislu, kdo je bil ta človek sam. kakšen je bil? Ja, ne kdo po imenu pa priimku, Ja, ampak ja. kdo je bil tako kot človek, pa kakšen je bil. Ampak zdaj je del njega v vedno tebi živ, ja. in to je tujek, ki je v tebi, Ja. ne? Kar pomeni, da tvoje telo lahko reče ne. V bistvu vedno reče ne, ampak Tako. zato imamo pa na srečo. Imunosupresive. Ja, A ne? ta prvi je bil, ponavadi je ta prvi medrol. Ne? Zdaj, Ja, z medrolom te nekako postavijo nazaj, ker jaz sem bil kar dosta sud po tej operaciji. Ti si izgubil, ne? Nekje sem prebral 20 kg 20 plus. in vso mišično maso, ne? Kako mislim vso. No? Ja, Tako rečemo. Ne? Kost in koža. Kost in koža. Kost in koža in pol začnejo delati s tabo. Najprej na začetku seveda poskrbijo, da si še vedno pri življenju, da te vzdržujejo, da nimaš bolečin. Jaz se ne spomnim niti ene bolečine. Aha, znajo Niti poskrbeti ene. za to. Ja, Ne? ja. Mislim, to, kar so v kliničnem centru naredili že samim posegom, že s tem prej in vsemi pripravami, ker tu so priprave. a ne. Kapa dol, ne? Ja, ja. So strokovnjaki. Ne? Ja, so. In tudi osebje, in tudi tudi pol vse, kar se potem- dogaja. Ja. Kaj manjka, si ti kaj opazil, da kaj manjka? Ne? Tudi potem skrbijo, pa mimo grede, ker sam pogosto opažam pri kakšni operaciji hrbtenice, vem, da je bil moj oče rudar, ne vem koliko časa v bolnici, dolgo v gipsu, zdaj te pa pustijo Ja. domov v 2-3 dneh. Ja. Ker spet ne vem, ne, nekoč en mesec, pa 2 meseca, potem pa se mi zdi, da včasih kar tekmujejo, da te čim prej domov pošljajo. Zdaj doma pa ni bolnica. Ne? Doma pa ni bolnica. Velika potreba je že velik problem, ne? Ja. Velik napor in ne upaš. Ja, mislim, tu so take težave, ko si jih takrat ne predstavljaš, sploh v teh letih. a ne. Vesel, da greš domov. Ne? Ja, vesel, da greš. Jaz sem šel sicer po enem mesecu, pri meni je bilo vse en malo. Ja, drugače. ker si bil Veliko enih res. komplikacij je bilo, že sama operacija je bila vprašljiva, ker so te stvari, ki sem jih jaz imel, zelo kontraindicirane transplantaciji in so tehtali. Ali sploh. Kakorkoli se to sliši, Ali mogoče te pustiti kruto, umreti, ali ne? tako- Ja. Ali riskirati Ja. zdrava jetra. Ja. Ampak očitno so se, to 14 let zdaj, ne? Ja, zdaj že 14 let. So se fajn odločili, ne? So se. Ampak zdaj, kri imaš pa še isto, ne? Kri imam pa še isto in še vedno hodim na nevene punkcije. A še kar, Še vedno, glih Zdaj včasih veš, komu smo rekli, da mi žre kri, pije kri, ne? Pije kri, ja. Nažalost gre ta kri v smeti, a ne? Ker dal sem jo pa že tam okrog 80 litrov. Aha, Vse skupaj. bi lahko reševala življenje, ampak ni prava, ne? Ne. Je prebogata in na nek način nezdrava. A ne? Tako da gre res v medicinske oziroma biološke odpadke in pač gre v uničenje. Žal.
medrola pa nimaš več, ne? Ne, medrol sem imel res takrat par mesecev na začetku. Aspirin pa druge stvari pa, ne? Ja, sem pa še vedno na Plavixu, pa na Marevanu, to je antiagregatna pa antikoagulantna terapija, To pa moraš, ne? pa imunosupresivi. Ampak zdaj vem, kakšen starejši, ki je bil Marivarin, če sem prav dejal, Ja, prej je bil Marivarin. če se je malce ruknil kam, ne, tako je plav, ne, Ja. Saj si se tudi ti na enem koncertu, ne? Ja, ne dolg nazaj sem se, a ne, in sem videl, da pač ima to vpliv. Nisem bil plov, sem imel pa eno tako zoprno poškodbo mehkega tkiva, no, ki je pa res noga mi zatekla in tako naprej. In sem tudi pol videl, da ni dobro, da se poškodujem. Tako da za nogometaša, rokometaša zdaj rene, ne? Zdaj nič več. Vmes sem tudi boks treniral in to me je tudi življenje rešilo na nek način, ker sem imel res veliko kondicije. Boks je za kondicijo. Kako pa si ti se spravil potem na noge, ne? Zdaj res, če človek leži mesec, ne, po taki hudi operaciji, ko res telo ošibi, mišice. Ne leži. Ne leži. Aha. In to je bilo meni tam ne zelo leži. dobro. Pridejo, masirajo, premikajo, začnejo gibati, moraš sam začeti odgibati. Kaj bi bilo brez tega? Ja, Katastrofa, ne? pač veliko dlje bi trajalo okrevanje. Lahko bi prišlo tudi do kakih preležanin. A ne? Pač skrbeli so tudi zato, ker ko človek toliko časa leži, že navaden človek dobiva fragmin pa te stvari proti starevanju v mišico, v podkožje, da ne dobi strdka. Pri meni je bilo to toliko bolj nevarno. Tako da meni so zelo spodbujali. So delali na tebi? In je vse odvisno od mene bilo. Pol, aj že prej? Že prej. Pač že to je odvisno od tebe, da ti narediš premik v glavi, da moraš delati na tem, da se spraviš domov. In ti si delal, pa In jaz potem sem še delal. koliko časa, da si se Pa sem bil spravil pa na še- točko nič? Pa sem bil pa še 10 mesecev na bolniški, pa sem bil pa na nuli. Na nuli. Na nuli. To se pravi, ne tam, kjer sem bil, ampak na nuli. Sem pa zelo hitro pridobival na moči, hitro sem začel brati, miselno se ukvarjati s stvarmi. To je bilo glih takrat po prvem letniku Freuda že, ko sem se vpisal. In kaj si začel brati, ne? Zdaj, težke stvari, tudi šunt? Najprej sem Vinetuja bral. Aha, ja. Pa gledal sem To je televizijo. Karl May, ne? Ja, Karl Ki May. pa je sploh ni bil, ne? Nikoli ni bil v Ameriki. Nikoli, ne? Ne, on je bil Mislim, v zaporu vsakemu v čast, Nemčiji. Ja. Zelo dobro napisane knjige. Ja, To je ja. moja prva zbirka knjig, ki sem jo dobil od mame. Kaj pa Žil Verne, ne? Mislim, Sem ga tudi bral, ampak ne vem, zakaj me je vedno Karl May tako potegnil. Ta njegov Ja. stil mi je bil vedno všeč. no, pa takrat je bilo tudi vidno tu po televiziji. Ja, ne, ja, vse, ja, ja. To, pa sem se malo poker učil, A ja. tako v obeh hemisferi, no, tako malo ustvarjalno, pa malo tudi to logično. In ti je šlo? In mi je šlo in sem zelo hitro okreval. Jaz bi še prešel, ampak sem videl, da je tudi zdravnik zelo pazil name v smislu, dej, vzem si še cajt, bo če en mesec doma, bo če 2 meseca doma. Ampak, In sem ga ubogel, no. a ja, si ga. Ja, nisem se nekaj na delo takoj spravil nazaj. Takrat mi je tudi zelo prišla RTV nasprot, v smislu, da sem lahko delal že od doma, da sem že pošiljal kakšne stvari od muzike do tekstov, do vsega živega, da mi ni bilo treba biti tam. Si bil že v covidnih časih, ne? Ja, ja. Ko In se je delalo veliko doma. Tukaj sem Ja. videl eno srčnost tudi ljudi, ki so bili tam in ki so z mano delali in pol dobiš tudi eno ogledalo, kako si ti z drugimi in kako so pol tudi drugi zame bili. Si kaj spremljal, kako pa to družina spremlja, recimo brat, oče, Ja. ne, mama je še bila takrat živa? Ne, mami je bila že takrat To je bil pa pokojna. rak, ne? Ja, to je bil pa rak. Ja, mami že 20 let. Kar je zdaj bo ni, 20 ne, let, ja. kar je ni. Brat je bil takrat skozi prisoten. On je bil zraven takrat, je tudi se odločil v določenih stvareh, pa takrat moja partnerka, ne. Tako da si ne predstavljam biti na tisti strani, na tej strani pa ne vem, kako je bilo, ker sem bil pač, ne. Ja. Pa so me dali tudi v pooperativno komo, da telo okreva, se zato da človeka v komo. Da se telo nekako spočije, ker ko grejo mišice, srce je tudi mišica. Ne?
Torej, čez hudo stisko so šli tudi svojci, ne? Zagotovo. Prijatelji in Zagotovo. partnerka. Tako da pravim, da si Ja. ne predstavljam. Z bratom sva govorila pa kakšna pisma, ko me je poslal, pa sem tako bral, pa Veliko pomeni to, ne? ja, Ja. še vedno. Ja. In tudi med nama se je takrat nekaj še bolj ojačalo. Stkalo, ne? Ja. Ata ti pa kako musko poslov, ne, se še šalim. Vem, da rad tudi kaj naredi, ne? Ja. Pošle velikrat kaj. Ja. Zdaj, seveda, potem si ti nadaljeval študijom Ja. in prišel do certificiranega psihoterapeuta, ne? Zdaj pa preden se tega dotaknemo, ne? Zdaj na eni strani imamo psihiatre, psihologe, psihoterapeute. Zdaj, Razlika? ja, Ja. zdaj jo se z medicino povezan, ali nekaj ni, ne? Ne. Ja, Ne, psihiater je seveda čisti študij medicine in potem specializacija z psihiatrije in znotraj te specializacije tudi specializacija z psihoterapevtskega dela. A ne? Potem psihologi, to se pravi psihološka izobrazba, univerzitetna in potem specializacija iz klinične psihologije in zopet možnost medicine. psihoterapevtskega pristopa. Aha. To, če zdaj govorijo o psihologiji. No, potem je pa tukaj ta tretja veja pri nas, ki se še vedno uveljavlja in še vedno ni uzakonjena, žal. Je pa poklic psihoterapeuta. Je pa psihoterapevtska izobrazba, to se pravi študij psihoterapije in potem študijo, se pravi teoretičnem, specializacija z psihoterapevtske ene veje, a ne? To se pravi z psihoterapevtskega pristopa, ker jih je veliko. Ni pa povezan z medicino ali pač? To ne. pa ne, ne? Ne, ni Čeprav- povezan z medicino. Poznavanje, Ja, mislim, so seveda tudi predmeti. Ustroja, Ja. duševnosti. Od neurologije, nevroznanosti do psihofarmakologije, do čist biologije, celice do biologije, a ne, teh osnovnih znanj in pol nadgradnja. Ampak večinoma je pa z tega dela, se pravi poznavanje psihodiagnostike, osebnostnih motenj, pa seveda pol tudi, kjer hoče naprej znanstvene vode, metodologija in tako naprej, a ne, psihoterapevtska metodologija. Potem pa seveda, ko prideš pa na specializacijo, pa pač znanje iz pristopa. In jaz sem se takrat odločil za psihoanalizo. Najbolj sem začutil, da sem tam doma, v narekovajih. psihoanaliza, torej pridem jaz k tebi in ti praviš psihoanalizo, ne? Delam psihoanalitično Kako to, da- psihoterapijo. Tako kot gledamo v kakšnih filmih, sediva takole, se jaz izpovem. Tako, sediva takole, je pa še klasična analitična metoda, kjer pa pacient leži na kavču. A ne, tako da uporabljam tudi to metodo, ampak za tiste, za katere precenim, da so za na kavč. Aha. A ne. Kaj, so tam bolj sproščeni? Zdaj, če ležiš... Ja. Tako je, kavč, a ne, Freud je ta svoj kavč, slavni kavč, ki je v Londonu, a ne, ko ni na Dunaju v muzeju, kjer je Freudov muzej tudi. Kavč je predvsem ostanek hipnoze. On je spremljal Charcoja, pa Mesmerja in tako naprej in študiral to in opazil, da se ne da vsakega hipnotizirati. In potem nekje teoretično razvil to, da pravzaprav hipnoza s svojimi posthipnotičnimi sugestijami psihičnemu aparatu dodaja nekaj. On je pa začel razvijati metodo prostih asociacij, za katero je pa menil, da pa pravzaprav odvzema psihičnemu aparatu nekaj in s tem nastaja nov prostor za eno novo izkušnjo. A ne? In to je ostanek kavč. Ostanek tega, ker takrat je človek sproščen. A ti pa to sam presodi zdaj, kdo je za na kavč, ne, kdo je pa za na stol, ali tudi sam tisti, ki pride. Zdaj, sam tisti, a pride ki k tebi zdaj uradno kot pacient ali kot stranka? Kako gre to zdaj? Jaz rečem pacient. Jaz rečem pacient, zato ker Tisti, ki ima težave, ne? Ja, je ja, bolan, recimo, tako, duševne težave. Jaz ne bi rekel bolan, ker Aha. zame beseda pacient pomeni človek, ki trpi. Aha, to je to. Ne, človek je bolan. Jaz In mi pač- razumemo pacient kot človek, ki je bolan. Ne? Pač iz medicinskih, a ne, kar pomeni tudi, da je človek je bolan, ampak zame res to pomeni človek, ki trpi, ker jaz ne vidim svoje paciente kot ljudi, ki so bolani, ampak jih vidim kot ljudi, ki pridejo zaradi svojega trpljenja.
In se je to trpljenje pa število pacientov povečalo zdaj v tem času, ko je bil COVID, ko smo bili na nek način prestrašeni, kot prvo, drugič malce omejeni. Ja. Malo se nam je čudno zdelo, ne, da se lahko cel svet dobesedno zapre med 4 stene. Ne dobesedno, ampak da se to lahko zgodi, ne, da drugega nadziramo. Ne. No, sreči nisem med tistim, ampak Se je spremenilo, tudi struktura ljudi se je spremenila in se pozna COVID na pacientih. Ne na vseh, ampak na določenih pa ja. Ene stvari so se celo popravile pri nekaterih. So se zbližali nekateri, ne? To recimo pa kakšne take kompulzivne stvari so se, to sem zdaj glih eno raziskavo bral, da so se kompulzivno-obsesivne motnje zaradi COVID-a in zaradi tega, ker ni človek mogel kamor iti, so se nekako zboljšale, se je pa seveda tudi anksioznost povečala, pa depresija, pa težave zaradi odvisnosti in tako naprej. Veliko se o teh stvareh zdaj res govori, ne? Nekatere stvari, anksioznost, ne, sej to nismo včasih slišali, ne? Verjamem, da tudi 90% ne razume. Slišali smo depresijo, pa da je živčen, ne? Zdaj stresu nismo govorili, ne, takrat, ne. Ne. Čas je bil tudi tako. Kakšne travme, smo že rekli, travme iz otroštva, ne? Pa smo si mislili, ne, kaj je bilo alkohol doma, mogoče kakšno spolno nadlegovanje, ne? Recimo, čeprav to je bilo včasih res tabu tema, se ni govorilo o tem, to se je bolj skrivalo. Zdaj se pa o tem več govori. Ja, in jaz sem vesel, da se govori ne zaradi posla samega, ampak zaradi tega, da so ljudje pripravljeni priti si pomagati samem sebi, ne. Čeprav, ne, Aleksander, v nekaterih stvareh se res več govori, ne, izhajava oba iz teh knapovskih koncev, vse veš, ne, kako so knapi rekli, ofke, fejs baba, ne, kako je fejs dekle, ne, pa so jo pohvalili, ne, če je bila kakšna luštna, ne, saj zdaj pa tega že skoraj, da ne smeš reči, ne, kakšni, ne, gospodična, ti si pa luštna, ne. Ja, to je zdaj en odraz tudi družbe in enih... Lahko pogledamo, pa že to ne preveč. Ja, in fobij in mej, a ne. Meje, ja. Predvsem so tukaj meje pomembne, ne. Vse so že včasih bile. Ampak zaradi okolja, pa zaradi kulture, pa zaradi navad in zaradi vsega tega, kako smo bili vzgojeni, se je velikokrat šlo čez meje. Če bi Freud zdaj živel, ne, kako bi gledal na ta svet, po tvojem, bi se mu zdaj malce na glavo postavljen v nekaterih stvareh? Zagotovo bi bil kritičen. Zato je bil kot analitik, pa tudi analitiki v zdajšnjih časih smo nevarni, zato ker dosti dvomimo, pa zato ker želimo stvari videti iz večjih zornih kotov in iz drugih perspektiv, tako da obračamo svet, a ne, na glavo in z druge strani in znotri gor pogledamo in tako naprej. Ampak njegovi koncepti pa še vedno držijo. Kar se tiče psihoseksualnega razvoja, kar se tiče Oidipovega kompleksa, kar se tiče nezavednega transferja, se nezavedno je bilo že veliko pred Freudom. Ampak kar se tiče pa transferja, pa mogoče interpretacije sanj, kjer sta se z Jungom bolj tudi povezvali in tudi šla in tako naprej. Kako? Jung je bil učenec njegov. Pravzaprav sta bila kolega, ampak sta potem nekje se razšla v enem obdobju zaradi in osebnih in teoretičnih konceptov, ki se jih razvijala. Freud je bil zelo tako strikten, zelo ni dovolj, da bi nekdo drugače razmišljal. Na nek način je bil narcisistično, tako preokupiran in z delom in s tem razvojem svoje teorije, ampak te teorije ne bi bilo, če ne bi tak bil. Tukaj ustrajen in tukaj izločil ljudi, ko mu niso verjeli, ampak spada med velikih 5, med Darwina, Einsteina, Tesla, Hawkinga pa Freud. Še vedno, ne? Še vedno. Ja. Zdaj, ko k tebi pridejo, ne, a ti čutiš, kdo je iskren, kdo si res želi pomoč? Na začetku seveda ne. To bi bilo nepošteno, da bi rekel pa, da bi kar tako v prvem srečanju tako človeka ocenil, je pošteno ali ni. Ne vem.
Ampak včasih je že dobro, ne, da nekdo pride in se neki tretji osebi pove tisto, kar doma mogoče ne. To pa zagotovo in to ljudje rabijo. Pogovor. To ljudje rabijo in zato je terapija tudi intimen proces. Zelo intimen, a ne? In zelo je treba pač na meje paziti tukaj. Ravno zaradi tega, ker včasih bolj intimen, kot doma s partnerjem. Bolj intimno, kot seks. Ker je več enih čustvenih, doživljajskih impulzov, tako, a ne. Potem pa seveda potreba pacienta. A rab še vedno rabi zlivanje, a rab zrcaljenje. To so čiste osnovne naše potrebe. Kaj ti svetuješ? Pojdi na ravo, zlaufi se, govori, a ne? Ne. Jaz jim nasvetujem. Poslušaš? Tako. Če te pa vprašam za nasvet, takrat pa Ne. Tudi ne? Ne. Kdo sem jaz, da bi svetoval, kako je to? Ja, tako to je že Freud napisal, ne? Ja. Kdo sem jaz, da bom nekdo v beli hali drugmu govoril, kaj je za njega dober, a ne? Pa papež rekel, kdo sem jaz, da bi sodil, ne? Tako, ne. To ni svetovanje. Svetovalno delo je nekaj drugega. Psihoterapija je predvsem način dela s človekom, da sam pride do odgovorov. Z mojo pomočjo. Da ga ti vodiš na nek način, usmerjaš. Pravzaprav on vodi. In zato je analiza težka in imajo ljudje res včasih malo nerealna pričakovanja, pa tudi drugačna pričakovanja, kakor od kakšne druge vrste terapije ali pa celo od svetovanja, ker pričakujejo to od mene. Jaz jim pa tega ne dam. Jaz sem pa včasih še bolj abstinenčen ob takih stvareh, ker pomeni abstinenčen, pomeni to, da sploh ne govorim. In s to abstinenco jaz ustvarjam eno frustracijo. In optimalna frustracija je tista, ko bo pacienta premaknila. Če bo prevelika frustracija, bo doživel retraumatizacijo. To se pravi, enako kot zunaj doživlja. Če bo pa premajhna frustracija, ga bom pa sam ujčkal. In človek rabi optimalno frustracijo za to, da se premakne z enega mesta. In jaz verjamem v to, da vsak ve odgovor zase. Ampak da v enih določenih trenutkih pa človek rabi sočloveka, ko ga spremlja na tej poti. In to je namen psihoterapije. Biti zraven na poti, ko jo pacient prehodi sam, ni pa sam. Je tebi dal to vse študij ali tudi tvoja lastna izkušnja, ki si se nekako srečal z onstranstvom? Moram reči, tisto, kar se je dogajalo tam, je ena druga obzorja odprla. V smislu spraševanja o življenju, o smrti, taka bivanska vprašanja, ki jih imamo vsi znotraj sebe. Nič povezano s zdajšnjim poklicem, ne? Ne, pravzaprav ne, ampak sem pa nekje očitno že prej čutil, da me vleče v te vode, drugače se sploh ne bi za študij odločil. Ker jaz sem se iz teh namenov odločil za študij. In Aleksander, kolikokrat se vračajo potem posamezni pacienti? Večkrat? Ja, seveda. To leto, 2, 3? Ja, jaz sem čisto kot... Ko gledamo te ameriške nadaljevanke, ne, sej vsak ima enega... Vsak ima svojega psihoterapeuta. Ja, tako, ne. Sej imam jaz fajnga, ne. Ja. Zdaj pa tiste škatle, tablet pa, ne. Ne, tega pri nas ni, mi ne prepisujemo zdravil, mi ne delamo psihiatričnih. No, ampak jaz sem to pač karikiral, ker vidim tam, ne, si sipajo pa to je tudi, goltajo, ne. To je kar dosti pritisk na psihoterapeuta v smislu izbirati hiter. In so seveda tehnike. Ti pa nisi tabletka, ne? Ja, seveda da ne. So pristopi in tehnike, s katerimi odpravljamo simptom in človeku pomagamo tisti trenutek takrat, da se mu izboljša kvaliteta življenja ali pa nekaj, da se na hitro premakne. Ampak to analiza ni. Mi iščemo pa vzrok simptoma. Ja, no, ko smo pa že pri tem vzroku, ne, dostikrat se kaj hudega komu zgodilo v otroštvu, tudi v družini, od spolnega negovanja, mogoče tudi posilstev. Kako pa je s tem, a nosiš to potem domov, ne? Poslušaj te izpovedi, ne? Zdaj, jaz sem jih nekaj, ne? In to je hudo, ne? Ja. Mislim, hudo, ne? Nekateri so rekli, da znajo, ne, delo pustiti na šihtu, ne? Ja, s tem je tako, ne?
predno začneš delati kot psihoterapevt, saj na tem izobraževanju, ko ga ponuja Univerza Sigmunda Freuda, ne, je tudi osebna izkušnja del tega študija. To se pravi, moraš iti sam v terapijo, kjer moraš sam predelati od svoje vsebine. In ti si, ne? Seveda. Je bilo to kar... Vsak mora. Si marsikaj izvedel, ne? Ker nisi vedel, ne? Seveda, ja. Sej zato potlačeno. Tako, potlačeno vsebine, pač obrambni mehanizmi, nezavedne stvari, transferne stvari in to se vse na terapiji dogaja. Pa si potem boljši? Bolj svoboden? Ne? Bolj svoboden. Aha. Jaz bi rekel tako, da na koncu tega je svoboda. Nisi pa očitajoč tistim, ki so ti mogoče prizadejali kaj? To pa ne, ne? To pa Tudi predelaš lahko. na terapiji. Aha. To pa predelaš na terapiji, a ne? Pač lahko si. Tam na terapiji si lahko kar želiš. Aha. A ne? Od tega, da zameriš, a ne? Ampak jaz potem vedno nekako usmerim v to, da pravzaprav ne iščemo krivca na terapiji, ampak spoznavamo sebe skozi to. Ker koga bi pa okrivili, če ta človek ni več živ? Ja, Kako boš pol razčistil z njim? In razčiščujemo s ponotranjenimi liki. ja. A ne? In prej si rekel o otroštvu, ja, analiza se vrača v otroštvo. Analiza se mora vrniti v otroštvo, da gre skozi ta razvojni del. Zato jaz rečem pacientom 1 do 2 za osebnostno spremembo minimalno enkrat na teden. Aha, tako je to. In hodijo. Tako so prišla do tega. Ne? Ja, ja. In hodijo. Tako da tisti, ki gledajo, ne, ni to en teden pa je konc, ne? Ne. Ni to aspirin, pa te neha glava boliti, ali pa kaj drugega. Vse na začetku pride do enih uvidov, tudi do kakih sprememb. In se tudi reče med tedni. Aha. Ker je vse lepo, vse je fajn, napredujem, čutim, drugi vidijo. Ampak mora biti tudi pol fajn, ne? Ja, tako. Tu je treba pol nekje, ampak pol je treba pa iti še malo. Najprej mora biti slabš, da je pol dober. Ja. No, za konec, počasi se približujeva koncu zdaj, kako je Zasavčanu živeti v Beli Ljubljani, ne, iz Črnega Zasavja, ne, čeprav zdaj Zasavje je čisto nekaj drugega, ko si ga ti zapustil, ne, takrat so še hunti se vozili po Zasavju, zdaj pa ne več, po Zagori mašina, ne. Ja. Mene je vedno prijetno priti sem, ampak jaz sem že kot otrok čutil, dostikrat sem šel iz začetom v Ljubljano, na Bolši sejem, pa sva pa v Tivolijo sedela, pa vlaki gledala in jaz sem vedno rekel, jaz bi pa rad bil v Ljubljani. In si, ne. In sem. Mimogrede, hčerko sva čisto pozabila, ne. 5 let stara, 5 let staro, ne. Mija. To pa je Sonček, ne. Sonček. Ja, zdaj, Sonček. Fanta še ni, ne. Fanta še ni. Ja, vse še čas, ne. Zdaj, seveda še da. Mogoče pa čisto za konec, en nasvet vsem tistem, ne, ki so tvojo zgodbo slišali, ki zdaj vedo, kako pomembno je, da so na svetu ljudje, ki radi podarijo kaj svojega potem, ko gredo gor, ne vem kam že, ne. Fajn se je, ne, odločiti na spletno stran, vem, se mi zdi, ne. Zagotovo, ja. In na se spletni prijaviti, strani ne. ali pa pač, Ker praktično lahko vse poberejo, ne. Mislim, zelo veliko. Zelo veliko, ne. Mislim pa, da lahko življenje rešiš 9 ljudem. Ja, pa izboljšaš pa še mnogo več, ne. Izboljšaš pa še mnogo več. Ne vem. Ja. Jaz moram reči, da jaz sem bil do 18 leta darovalec. Aha. Imel sem tisto kartico tam malo darovalec, ki ni čisto uradna kartica bila. Zato, da si uradno darovalec, moraš iti res na ta center za transplantacijo, tam se vpišeš. Mislim, da preko spleta zdaj tudi lahko. Preko spleta, Mislim, da ne vem. Zdi to spletu, res ena plemenita stvar. Tako, ja. Ker resno. Da ni potem, da ne spraviš tudi potem zdravnike, ko umreš, ne, v tisto dilemo, da morajo svojcem povedati prvo to, da je svojc umrl, ne, potem ga pa še vprašati, a mu lahko kaj ven vzamemo, ne. Jaz sem prepričan, da je to zelo težka naloga. In zato je boljše, da imaš to že kar napisano, ne. Ja, jaz bi sam rekel, da za časa življenja to uredijo. In s tem priskrbiš, prihraniš stisko svojcem, ne, ki se morajo potem odločiti, ali nekoga razrezati, pa mu kaj ven vzeti, ne. Ne nazadnje, pa vse potem te ni več, kot te ni več, ne. Čeprav nekateri pravijo, da se vrneš, ampak sej, duša se vrne, ne? Ja, nekaj ostane, da je to. Aleksander, hvala ti, ne, za vse, kar si povedal, ne? Pa še kdaj, ne?
pa še kdaj, z veseljem. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.